V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v prijetnem okolju sva s kolegom, z nama pa je tudi najina gostiteljica, najina dobra prijateljica, nekaj časa smo celo skupaj delali, Stanislava Radunović, rojena Cestnik. Stanislava, živjo. Živjo. Se strinjaš, da se tikamo, ne? Ja, seveda, absolutno. Zdaj, ravno tu, pod Ostrim vrhom, kako se reče, Ja, tako. se nisi rodila v tej hiši, ne? Ampak stara 7 let si se pa preselila sem. Ja, tu malo nižje dol smo bili prej doma in ko smo, takrat je ata začel zidati hišo, pač to je bilo tako, knapi morajo imeti hišo, ne, in še veliko otrok pa je rekel, jih ne bom dal v blok, da bojo tam ropotali, naj bojo na prostem pa na travi, ne, in je zgradil tole hišco čisto sam, mislim, svoje eno plačo, on je sam delal, pomagali smo pa vsi, a ne. Kakšna družina je bila to? Dobro, oče si dejala, da je bil rudar. Rudar, ja, tako. Rudar je bil je najprej navaden kopač, potem je bil tudi reševalec, miner, tako malo je napredoval, a ne. Nažalost pa je dobil astmo v rudniku, tako da se je upokojil normalno, ampak potem je boloval in je kmalu tudi umrl. Koliko vas je pa bilo v družini? Nas je bilo 7 starši vred, a ne. Je bilo to iz istega gnezda? Ja. Aha. Ja, 5, jaz sem najstarejša, 5 otrok, jaz sem najstarejša, potem je sestra Jožica, potem je Miha, ki zdaj živi v Savinjski, Andrej, ki živi na Gorenjskem, in Alojz, ki pa je žal umrl in je pokopan v Zagorju. Kakšno pa je bilo otroštvo? Zdaj verjamem, tvoji zgodnji spomini gredo v bolj ob gradnji hiše, ne? Ja, seveda. Zdaj, če ste videli tole hruško odzadaj, ta hruška je zelo, zelo stara, nihče ne ve, koliko je stara. In tu spodaj so nalagali cigo, tako smo rekli, ne, opeko, ki pa je bila ostanek od nekdanje restauracije tu spodaj. Aha. In ko so rušili Konzum in to restauracijo, potem je ata odkupil ta cigu, to opeko, ampak smo jo mi morali čistiti in to se spomnim tule po tole hruško, pa po zimi pa mislim na zeve v prste, a ne, zmrzujemo, ampak krampamo. In smo čistili to opeko, to je uporabil za notranje zidove, za zunaj smo imeli nove pa kvadre pa to vse, ampak za notranje zidove je uporabil to opeko. Pa tudi okna je kupil dol z Konzuma. Dolgo smo imeli ta zelena okna s polknami. Zdaj, kako je bilo recimo živeti malce nad Trbovljami pa pogledati v dolino? Zdaj, te kaj motil ta hrib vsak dan v šolo po hribu? Ker nekaj hriba je. Ja, nekaj hriba je, pa takrat ni bilo avta kot danes, a ne? Ne, mislim, da ne, bili smo tega vajeni in kaj pa vem. Ko smo šli v šolo, smo šli tule malo nižje dol, potem smo šli pa po bližnjici skozi gozd. In to je bilo zelo zabavno, ne, in vedno se je nekaj dogajalo vmes, redko kdaj smo šli skozi mesto. Smo pa tudi šli, sploh če smo kdaj kje dobili kakšen dinarček, a ne, pa smo se oglasili pri Kozinet. Je bil pa ta stari Kozinet, pač odvisno, koliko denarja je bilo, ne. Je bil pa ta stari Kozinet zelo v redu človek in nam je večkrat dal tudi tiste ostanke zastonj, ko ostanejo torte pa to, pa se zdrobijo, ne. To je bilo čudovito. Kakšne so pa bile takrat Trbovlje v tvojem spominu? Kakšne so ostale? Bistveno drugačne kot danes? Ja, marsikaj je bilo drugače, ja. Že tukaj pri nas, mislim, mi smo tu imeli prašiče, kozen, kaj svem, vse, da nam je bilo lažje, a ne.
Drugače pa spomnim se dol stare šole, hodila sem na Vodensko ali pa Alojza Hohkrauta, to je zdaj podružnična šola. In se spomnim kostanjev pred šolo pa mostička čez Trboveščico, zelo mi je bilo všeč, no. Potem tle naprej je bil park, kjer je banka, je bil park in še predtem je bila restauracija, ki sem jo omenila, ne, to so potem podrli in ta Konzum, je pa prišel do izraza ta spomenik okrogli. In nekako je bilo to urejeno tako, kot neki trg je bil tam in tu so obračali tudi avtobus in to. In mislim, da bi bilo zelo lepo, da ta spomenik spet pride do izraza. Mislim, da je to nekako, ja, da je to nekako simbol Trbovelj. Ni važno, mislim, kaj, to je v spomin na vse padle v prejšnjih vojnah in na nek način tako jaz to razumem. In mislim, da je simbol vsaj našega otroštva, ker nam je bilo zelo všeč, radi smo se igrali tam naokrog in da bi ga bilo potrebno odpreti. Se spomniš kakšnih iger iz tistih časov, otroških časov? Ja, tule recimo tlele v Grabnu smo imeli mlinčke, potem Tarzan, ne, je bil pa to, brat moj je znal plezati, potem tam je Srobotovina visla dol in on je plezal ko veverica. A veš, da so Srobotina, da se je tudi kadila, ne? Ja, da se je dalo to pa nismo počeli. To pa ne, ne? Ne, to pa nismo. Potem tate zgornja soseda pa smo imeli, ker sem prej omenila, da smo imeli tle tudi nekaj živali, ne? Koze recimo, pa smo privezali koze tam, pa smo pa špičili, pa nas ni bilo cel dan doma. Takrat ni bilo tablic, računalnikov, ne? Smo bili veliko v naravi. Ni bilo, pa tudi starši niso bili tako občutljivi kot danes, ne? Važno je, da so vedeli, da smo tam, slišali so nas zagotovo, ker nas je bilo veliko. Ta hrib je bil poln otrok, mislim, vse povsod so bili otroci, pri naši hiši nas je bilo sicer največ, ampak vseeno, tle gor so imeli dve dekleti, tle dva fanta, pa dol nižji spet. In to smo se zbirali in se našli ponavadi v gozdu. Kaj pa po zimi, verjetno sankanje, ste imeli vsi sani? Sanke, ja, večinoma ja, mi smo tudi imeli ene, no, sicer take bolj skromne, ampak dobro. In ta cesta, ki zdaj vodi tu gor pod Ostrim vrhom, je bila zelo oblegana, kajti dobro, takrat ni bilo avtomobilov, ampak je bilo pa kar spolzko, ker smo mi to dobro zglancali. In so potem s pepelom posipavali, ne? Ja, ja, s pepelom so posipavali, ker takrat je bilo pa tudi, recimo naš starjata je bil furman, malo niže dol je imel konje, kočije, vse, mislim, to je bil takrat, ko zdaj recimo nekdo, ki ima tovornjaka, ne, ki se ukvarja z logistiko. In ja, je moral kar dobro posipati, da je s konji prišel gor pa dol, čeprav tam dol ni toliko strmo kot tlele gor, malo višje, no. Kaj pa potem doma, zvečer, ob večerjih, so bile kakšne igre, ne vem, kartanje, kakšne druge igre, špana? Špana, ja, tudi pa človek ne jezi se, pa karte. Bile so tudi neke igre s kartami, ki jih jaz glih nisem imela rada, no, drugače pa človek ne jezi se, pa veliko smo poslušali glasbo. Imeli smo tisti radio, ko ima na vrh gramofon, pa plošče, tiste long playke, no, tudi tiste male smo imeli. In smo zelo veliko poslušali, včasih celo zaplesali, starša sta rada pela. Tako da, ja, ali je bilo tako, recimo, zvečer, ko smo šli v posteljo, ata pa mama sta bila v eni sobi, pa odprta vrata, mi v drugi in mama je na glas brala. Ja, to je bilo res lepo. Lepo, ne? Ja, res. Kaj pa te cerkveni prazniki, večji prazniki, recimo Miklavž, Miklavževanje, Božič, pa tudi drugi prazniki, ki so bili? Včasih je bil bolj Miklavž kot danes, danes je to bolj Dedek Mraz, ne? Tako da mi recimo za Dedka Mraza ravno nismo vedeli, vem, da smo od rudnika včasih dobili takrat kako pomarančo ali pa kako malenkost, drugače pa pri nas je bil Miklavž in ta je ponavadi prinesel tisto karabišo, ne? Zraven so bili pa še rožiči, ne, tako malo bolj trdi, tako da si kar moral dobre zobe imeti za tisto. Pa še kakšni bomboni, pa kaj tazga, no. Kaj pa pričakovanje, ne vem, kako ste šli v Trboveljsko? Zvečer smo si peharčke tiste pripravili posodice, ne, in
In ja, a bo kaj zaropotalo ali ne bo. Popršil Špicparkel. Ja, in potem enkrat, ne vem, kaj je bilo, ali je bilo to nalaž, ali je bilo slučajno, da sta šla starša v kino. Rada sta šla zvečer v kino, takrat smo pač ostali sami doma, se nismo bili tak, da ne bi... Zdaj v Trbolah, ne vem, 3 kini, ne? Ja, Delavski dom, Svoboda pa Sušnik. Ja, tako. Samo ona dva sta običajno hodila v Delavski dom, ker je tu najbliže, a ne? In takrat je bil tisti večer pred Miklavžem in sta šla, se pravi, ali je bilo to nalašč ali ne. In jaz sem najstarejša, ne, ti boš pazila na njih, se bova hitro nazaj, to je tak film, ko ne traja predolgo. In tako mi se lepo igramo noter in se pogovarjamo in kar naenkrat začne nekaj ropotati okrog hiše, mi pa vsi pod mizo. Jaz ta prva, čeprav sem bila najstarejša, pa naj bi skrbela za njih, ne. No, pa smo ugotovili, da je bila to naša teta. Da nas je prišla malo strašiti in potem kmalu zatem sta prišla starša in mi smo hiteli pripovedovati, ne, ja, bil je Špicparkel. No in pol smo upali, da bo kaj več. No, običajno je bilo tako kot vedno, pač skromno, ampak smo bili vsi veseli tistega, kar smo dobili. Tudi življenje je bilo verjetno ob eni plači, ob gradnji hiše, verjetno bolj skromno, pa 5 lačnih otrok. Ja, ne? Res je. Bilo je skromno, tudi veliko smo tudi nasledili, recimo obleke, čevlje, jaz sem dobila... Drug za drugim, sorodnikov tudi? Ja, to ravno, ne, recimo sestra od mene, včasih, zato ker sem že jaz dobila, recimo od sestrične, ki je starejša, a ne, potem je že mogoče malo predolgi rok, ne. Ampak vem, da če je sestrična dobila novo obleko, sem razmišljala vedno, joj, a boh malo zdaj zamenjala, pa je jaz dobila. Pa veliko se je predelovalo, recimo... No, vi ste imeli doma, si rekla, koze, prašička, kakšnega, ja, prašička smo imeli, če pa ne... Zajčke tudi? Zajce obvezno. Kokoši? Tudi, pa kužka smo tudi vedno imeli. Enkrat smo imeli celo konja na začetku, ko smo ga rabili za hišo, sam nismo mogli dolgo to, mislim, ja, to je lepo preveč. Veliko dela z njim, ne? Preveč je dela, ja. Drugače pa lahko povem, da je tudi zajce veliko dela, ker mi smo morali nabirati ročno, ne. In zdaj te tačke vse posod rastejo, ko grem tamle proti gozdu, jih je milijon, mislim, kolikor češ. Takrat jih pa ni bilo, ne? Takrat jih pa ni bilo in to so imeli najraje, ne. In zdaj Mira je bila en takle koš. In ata je rekel, tole mora biti polno, ne. In zdaj mi to namečemo noter in prinesemo domov, on pa takole naredi, to ni, mora se pritisniti, ne. In ko pritisneš, to še polni. In takoj nazaj, ne. Ja, pa kak lepuh ali pa kaj tazga, no pač tisto, kar imajo zajci radi. Potem je pa kak dihur prišel, ne? Pa niti ne. Je bilo dobro zavarovano? Ja, tule so bili, kaj pa vem, niti ne. Pa mogoče zaradi tega, ko smo imeli eno hudo psico Dino. No, zdaj vidim tudi, da že kar lepo zori grozdje, bakoš se mi zdi, da je to pa nekaj Izabela. Se je to prešalo včasih pri tej hiši? Ja, je ata, mislim, preša je še vedno tu neki njeni ostanki. Drugače pa je takole, nobeno zrno od grozdja ni smelo ostati na tleh. Nobena sliva. Vse smo to metali v sod za žganje, ne, da se tam nabira. Kar se pa jabolk tiče, smo pa prešali, grozdje je pa pač bolj malo. Ampak vsako leto so v jeseni, mislim, da iz Negotina pripeljali z vlakom kmetje tam iz Srbije grozdje. In on je vedno še dokupil nekaj grozdja, tako da je potem to kombiniral. Svoje vino. Tako, ja. Jabolčnika smo pa vedno imeli ogromno, mislim, ker jabolk je pa res. Ste mu rekli, jabolčnika je tokuc. Tokuc, ja. Ja, žganje kuha je pa tudi zanimiva zadeva, ne? Ponavadi so kar v Rožcah tudi tisti, ki so kuhali, prišli potem, ko so bili pa še kakšen dan. Ja, pa mislim, meni je bilo zanimivo, ne vem, nanga, pa kaj še, mislim, ta imena prej, ne, ko preden dobiš res te pravo žganje. Pa cvet je bil, vem, da so vedno dali tako v stekleničke, da smo imeli za rane, za razkuževanje. Drugače mislim, da ta alkohol ni bil tukaj močan, no, ker sem pol videla, recimo, ko sem šla po svetu, kakšne so še rakije. Še bolj močne, ne? Ja. Kako ste se pa otroci med sabo razumeli? Ja, ste se bili kaj na poto, ti si bila starejša, si verjetno mogla pogosto
si imela odgovornost, da paziš na njih. Ja, to se je velikokrat zgodilo. Ja, sploh, ko so bili še manjši, recimo, ko smo še stanovali nižje dol, ko še hiša ni bila tu. Po kosilu sta ponavadi šla starša počivati in potem ti moraš pa paziti recimo na najmlajšega, na Lojza, ostali so nekam šli ali kakorkoli že. In potem vem, da osa, dobro je. In sam na stranišče sem morala iti, ne, in on mi je pobegnil in je šel in jih je zbudil, ne. In takrat je bilo hudo. Mislim, kar strogo je bilo. Je bilo strogo, no, sam, kaj pa vem. Kaj pa disciplina staršev, tako da otrok? Je bilo tudi včasih prišla kakšna, pa ta sladka, pa ta kisla, smo rekla, potegnila mama za ta kisla, pa za ta sladke, ne, za lase. Pri nas se je tako reklo. Ja, to poznam, sam ni bilo ravno tega pri nas. Mama je bolj grozila z očetom in on je bil pa res hud in zdaj včasih smo res potem, ko je prišel domov, smo res plačali. Je bilo pa tako, če smo bili vsi krivi, se tako usedel na stol, mi pa čez koleno, ne. In smo se morali kar v vrsto postaviti. Prvo jaz, sem najstarejša, potem pa ostali. Ampak jaz od največ, ker sem najstarejša, pa najbolj odgovorna, ne. Kako je bilo pa šolanje? Ti si zakončala potem osnovno šolo. Kako se je potem nadaljevalo tvoje šolanje? Takrat se spomnim, da smo imeli neka predavanja v šoli, v osnovni šoli, v 8. razredu, ker to je bila pač 8-letka. In jaz sem pripravila tako predavanje, kot da sem učiteljica ali pa nekaj takega. In pa so mi pa vsi rekli, ja, tebi pa to gre, ne, in ne vem. Potem soseda, tle malo niže, je šla že pred mano 1 leto na učiteljišče v Celje. In ne vem, nekako me je potegnilo. Tudi to pa mi ni žal. Torej, po osnovni šoli si se vpisala na pedagoško? Na pedagoško gimnazijo v Celju, ja. To je bila prva generacija. Kako pa je bilo ta stik s Trbovljami? Zdaj si se vozila ali si bila v Celju? Vozila sem se. Torej si ohranila. Včasih je zgodilo tudi, da sem kak mesec bila pri kom, ampak največ sem se pa vozila, pretežno. To je kar naporno, ne? To je precej naporno, ampak predvsem zaradi tega, ker vlak je bil zjutraj, ne vem, recimo 5, pol 6, avtobus je bil pa pol 5. Tako da sem jaz ostala ob 4 vsak dan, ker ni bilo toliko pogosto prevoza, drugega tudi ni bilo. In da pridem na ta vlak, pa potem smo presedali v Zidani mostu, tam se je že nabrala druščina, pa smo šli na čaj, da smo dočakali vlak za Celje. Je bil pa še eden motorni vlak, je bil ob 7 in ta bi, če bi bil točen, bi ravno prav prišel v Celje. Ampak si nisem upala, ker parkrat sem šla, a on je vedno imel toliko zamude, ne, da včasih so bile zamude tudi po 1 uro ali pa več. Ne. Potem pa domov in šolske obveznosti? Ja, tako, potem pa domov, pa šolske obveznosti, pa kaj pomagati okrog hiše in dan. Si bila kaj vključena tu v kakšno društvo v Trbovljah? Ne. V času študija ni? Ne, takrat že ne. Sem bila pa v pevskem zboru tam v Celju, sem bila pa tle tudi predtem pa, ja, nekaj časa sem obiskovala, ko sem bila še v osnovni šoli, dramsko sekcijo. To je vodil takrat znani igralec in učitelj Branko Potočan, ne vem, če ga poznaš. In imam prav lepe spomine. Bilo je pa v delavskem domu. In potem enkrat smo imeli, kaj je že bila? Kekec, ja. Kekec je bil. In so rekli, da rabijo ovčko, ne. Ali ima kdo jagnje ali pa ovčko. In pa sem jaz našo ovco pripeljala, ne, dol in ta ovca črna je bila nič neuboga. In potem je še naredila svoje, pa sem morala še čistiti, ne, za njo. Tako da ti je bilo že malo žal, ne? Ja, potem vsekakor sem sploh povedala, da imamo. Ampak z igralstvom se potem nisi kasnejšem obdobju? Ne, nisem se. No, ti si pedagoško, to je 4-letna bila gimnazija v Celju, zaključila. In to ni bilo še zaključek šolanja, ne? Ne, potem še 2 leti. Potem sledi še 2 leti akademija. No, ampak, ne? Ampak, ja. Ti si šla prej na morje, ne? Ja, nekje vmes, ja. Vmes si šla na morje? Ja, sem šla na morje in kam tam v Kaštel Stari. Kje pa je to?
Ja, blizu Splita, ne? Blizu, aha. In Ja, tako ena romantika. tam se je začel drugi del Tam se je tvojega pa začel življenja. drugi del, ja, ne tako nepričakovano, no. Kako si šla sama, ali kako je bil to? Ne, bila je skupina, pravzaprav sem pomagala kot vzgojiteljica, sem pomagala pri skupini otrok. In tam so bile tudi skupine iz Beograda in ne vem, odkot vse, mislim, mešano. Mimogrede, ni bilo to tvoje prvo morje, ne? Ste kot družina hodili na morje? Ja, jaz mislim, da sem starši bila samo enkrat. Aha. Mogoče je bilo to moje drugo ali tretje. Ampak verjetno ti je bilo že prvič tako lepo, da si želela. Ja, seveda je bilo lepo. Prvič je bilo to na Rabu, v domu, ki so ga imeli rudarji trbovski. Ja. Ampak je bilo Poltrbovlj, lepo. ne? Ja, ampak ne vem, jaz se z Raba se spomnim samo Leandru pa Sivke. Aha. Nekako najbolj mi je ostalo v spominu. V glavnem, zdaj smo tistih stopnic tudi, ne? Ja, tako gor do doma, ja, tudi pa nočnega kopanja, tudi se spomnim, da so vsi o njem govorili in pa smo šli pa res probat. No, v Splitu se pa več spomniš, ne? Ja, Split je bil tako nekako moje omiljeno mesto, že tako po vokaciji, mislim, vsi so govorili, ja, Split, pa nima Splita do Splita, pa take, ne, in potem, ko smo šli v Kaštelj, tako smo imeli možnost, da gremo večkrat tudi do Splita, pa smo šli celo en dan, smo naredili izlet, ne vem, kaj smo že šli gledati, to sem pozabila, ampak je bilo pa vreme slabo in nas je pol nazaj premetavalo, otroci bruhali. In vem, da sem sam govorila, da pridemo živi nazaj. No in tam si ti spoznala kasnejšega moža, ne? Ja, tako, tam sva se spoznala z mojim možem, Lazarjem Radunovićem, ja, in njegov priimek še vedno nosim s ponosom, lahko rečem. Mislim, čeprav so se najine poti potem razšle, ampak zelo ga spoštujem. Takrat so pa prišle skupaj, ne? Takrat so prišle pa skupaj. In kdo je bil on, ki je storil prvi korak? Ja, seveda, ja. To je bilo včasih, je bilo še tako, ja, ne? Itak, mislim, sploh se spomnim na plaži, sem bila s svojo skupino, on je bil malo dlje tam in še 2-3 kolega, mislim, malo več jih je bilo, ne, in zdaj ne vem, a so se oni tako malo dogovarjali, kdo bo, ne. V glavnem, on je pristopil in tako se je pol začelo, pol sva hodila na kavice, na eni skupini sva združila, tako, ne, mislim, ne takoj, ampak potem si šla ti domov, ne? Ja, seveda sem šla domov, ampak... Takrat pa zdaj mobitelov tega ni bilo, ne? Pa tudi recimo telefoni, kako je bilo, na pošti se moraš naročiti, a ne? In pa ob določeni uri mora biti tako on, kot tudi jaz, mislim, to je brez veze, ne? Ja, in kako sta potem ohranila stik? Potem je Lazar predlagal pač, da pridem v Beograd in da... Torej, po tistem srečanju Kaštelu, nekaj dni že povabilo v Beograd. Ja, no potem, čez kak mesec. In da lahko tam nadaljujem tudi študij, ne, in da to ni noben problem in tako. Malo me je skrbelo, kar se jezika tiče, a ne, ker mi smo v šoli imeli srbo-hrvaščino, ampak to je tako, ne, mislim, no, ampak vseeno, ne, poznala si ga en mesec, ne, kako doma povedati zdaj, dobro, bila si že verjetno polnoletna, ne? Ja. Doma povedati, jaz bom šla pa v Beograd. Kako je bilo to? No, niso bili veseli. Ni bilo vse tako, kot mora biti. Komu si najprej povedala to? Mami? Je bil še takrat? Sestri. In kaj je rekla sestra? Nič, mislim, ne bila je zelo skeptična, vsi so bili pa sploh, kam boš si šla zdaj iz Slovenije ven, ne, pa to, ampak... Ne vem, no, tako je pač na koncu sem, mislim, kak mesec je trajala, ampak sem se le... Si se odločila in... Da grem pač, drugo... Zdaj, Lazar je pa že imel en zakon za sabo, ne? Ja, je imel sina. In sina. Ja. Ampak takrat je bil že sam. Ja, seveda, sam je bil... In ti si to vedela, ne? Ja, sem. Je bil iskren do tebe. Ja. Mimogrede, morava še kaj o njem povedati, ne? Nekaj let je starejši od tebe, ne? Ja, kar precej, ja. Kar precej, ampak ne vem, na pogrebu tvoje mame, če se ne motim, v Trbovljah, sem ga spoznal, je prišel tudi on, ne? In takrat v tisti kavici mi je povedal, da je bil med drugim
mislim, da sem si prav zapomnil, eden najboljših športnikov v bivši Jugoslaviji. V atletiki, ja, bil skok v dalj, pa tudi tek na šprint na 100 metrov. Državni republiški prvak. Jugoslovanski. Celo jugoslovanski prvak. Ja, to tam v 60-ih letih. Ja, no, ampak takrat se že ni več športom ukvarjal aktivno. Ne na ta način, je pa bil sodnik za košarko. Aha. Potem pa tudi trener, mislim, to vse z licenco, ampak treniral je pa mlajše, junior. Kaj pa je po izobrazbi on? DIF je končal. Aha, torej prav tako učitelj. Športnik, ja. V športne vzgoje. Ampak ta priimek Radunović, to zagotovo ni beograjski, Ne. Je prej verjetno črnogorski. Ja, je. In to so oni res pravi, tisti pristni pravi, kot oni pravijo. Oni imajo... Tako kot so cestniki pravi Trboveljčani. Tako recimo, več vas je, Oni imajo in točno se ve, tudi če so Radunovići, moraš vedeti, od kje izhajajo. Recimo, določena skupina Radunovićev je živela na Kosovu, ampak oni so ne vem kdaj nazaj se tam doselili. Ti so pa, od koder je Lazar, so pa prav iz mesta Progonovići. Ime je zelo nenavadno, proganjali so jih. To se misli na Turke, iz turških časov. Potem tam je recimo Barutana. To je skladišče orožja. Je občina, recimo. Barut je smodnik, ne? Ja, tako da Barut, ja. In prav v tej vasi Progonovići obstaja tudi Radunova kula ali stolp, ker Radun je začetnik vseh Radunovićev. Zdaj po neki, kaj pa svem, legendi, on bil na nek način, kaj svem, pol Albanc, pol Črnogorc, ampak to je par stoletij nazaj, ni pa zagotovo. Ampak od takrat se je začela, kot oni pravijo, loza Radunovića. Loza, rodbina? Ja, takrat se je začela, ker on je bil Radun, pa imel je ženo Ljubico. In oba sta v Gorskem Vjencu. Njegoš je pisal, kako sta se svoje kule, kako sta se borila proti Turkom, ki so jih napadali. Aha, tako da je pomembno ime, ne? Ja, tako to. A je to sam raziskoval, si ti raziskovala potem? Ne, to Radunovići vedo in so to tudi, mislim, oni so na to zelo ponosni, to se ve, to je tudi knjiga obstaja. In ti imaš kar nekaj sorodnikov tako, dobro, v Trbovljah, ne? V Sloveniji, tako v Srbiji, kot tudi kar precej v Črni gori, ne? Pred leti te je tudi, ne vem, nečaki, neka sorodnica tudi. Ja, obiskala. Mislim, da je moja Facebook prijateljica. Ja, zagotovo je. Zagotovo, ker je ona vse moje prijatelje posvojila. Ivana, ja. Ivana, ja. Ona je iz Podgorice. Aha. In sta, dobro, bo potem preskočila nazaj, ampak sta pogosto z možem tudi hodila v vsako leto, kar se tiče počitnic teh poletnih, ker sva oba delala v šoli, pa tudi treningov ni bilo med poletjem, smo bili po mesec, dva dol v Črni gori, v teh Progonovićih. Ni to blizu obale, ne? Ja, 1 uro. Ja. Ja, tako da smo šli zjutraj, se spomnimo, kaj pa če bi šli danes v Budvo ali pa v Bečiče, in smo šli. In uživali v še vedno Jadranskem morju. Ali pa Skadarsko jezero, je tudi zelo blizu. Je pa nevarno, če plavaš recimo dosti tistega lokanja, pa ima take korenine, da se lahko ujameš, tako da zato morajo biti prav določena mesta. V glavnem tam, vem, prvič, ko sem prišla v Črno goro, je bila še mama živa in v hiši je bilo ognjišče na sred hiše, gor je bilo tramovje črno od dima, seveda, ne. V vogalu enem je bila ta peka, ne, ki so tako iz pepela narejeno. To mi poznamo kot peko, ampak to je bilo zidano od kamna. Na drugi strani, mislim, v najbolj oddaljenem kotičku pa so bile postelje omara, tako, no. In posode za mleko, ogromne, ker je imela veliko krav, pa ovc, pa sira. Ja, no, drugače pa sir in meso, pa pršuti, ker to so imeli, to je za tisti kraj, Njegoši so blizu, ne. So pa imeli v konobi. Konoba je pa res, mislim, čudovita, je tako obokana
s kamna narejena in hladno je noter poleti, super. Tako da dol je seveda bilo, ker hladilnikov ni bilo, ne? Tam so shranjevali vse to, kar so imeli. Tako kot dolga leta nazaj tudi pri nas, ne? Ja, v kakšnih jamah, ne? Se mi tudi nismo imeli od začetka. Pa so led kupovali, ne? Ja, tudi, ja. Mi nismo, so ga prodajali, ja. Ampak vem pa, da je mama, recimo, če je hotela kakšno meso ohraniti, ga je fajn posolila pa dala dol v klep. Ja, naredi svoje, ne? Ja. No, zdaj pa še malce nazaj, tam nekje, ko si bila stara okrog 20 let, ne? Takrat enkrat si se preselila v Beograd, ne? K Lazarju. Ste se kar takoj potem vzela poročila? Ne takoj, ko sem končala akademijo. Najprej je rekel, ja, malo smo preverjali. Zaključi šolo. Ja, to in kako je bilo? Res, ja. Ti si hodila v šolo, on ti je živel, kako? Ja, mislim, ni... A ste imela stanovanje? Ja, on je imel že stanovanje in to v strogem centru Beograda, Zeleni venac se reče, to je takoj Terazije so 100 metrov stran. Tako da recimo skozi okno, če sem gledala, sem videla, vedno so prihajali, ne vem, Tito ali pa njegovi gostje, to je bila glavna ulica tam od spodaj. In ti si šolo čisto normalno delala, zdaj mislim, da je verjetno bilo dobro, srbo-hrvaškem jeziku, takrat je bilo tako, in verjetno cirilica? Ja, tudi, ja. Ali latinica v šoli? Mislim, enakopravni sta tam in cirilica in ti je to kar takoj šlo? Latinica, ampak jaz sem se kar hitro navadila, no, niso pa zahtevali, da jaz moram pa zdaj izključno, ne, tega ni. To oni prepustijo, mislim, to je pač kdo, kakor se odloči. Si bila edina Slovenka med sošolci, študenti? Ja, seveda, sploh, mislim, kdo pa je šel v Beograd študirati, sploh, mislim, ne. Je bilo bolj obratno, verjetno, ne? Ne vem, no. Tudi ne? Ja, recimo, kaj pa vem, moje prijateljice mož, vem, da je študiral v Ljubljani, tako sta se spoznala. Kako so te pa sprejeli kot Slovenko v nekem čisto drugem okolju, pa še vedno v Jugoslaviji, ne, v skupni državi? Navdušena sem, kako so me sprejeli. Recimo, ker mi tle v Trbovljah, sploh to je Knapovšna, ne, in nekako ne znamo izražati čustev. Zdaj je že malo drugače, no, ampak takrat smo bili prav taki trdi ljudje, da tako rečem, ne. In tam sem pravzaprav doživela tisto mehkobo, nežnost, prijaznost, ampak tisto, a je bila resnična ali ne vem, ampak čutila sem, kot da je. In nikoli ni bilo nobene žal besede, tako da bi rekla, ali pa da mi je kdo kaj grdo pogledal. Ne, in res sem bila navdušena, še bolj pa v Črni Gori, tam so še boljši ljudje. Kako pa ta veličina, vele mesto, ne? Ja. Dobro, tudi Trbovlje niso ravno male, ne, za slovenske razmere. 2 milijona, ali pa 17 tisoč. Pa tramvaj, pa tako naprej, ne? Ja, pa tramvaj, pa trolejbus, pa ne vem kaj še. Ja, pa tisti bulevarji, ne, pa to bulvarji. Ja, to je, mislim, to je bil en tak, ne vem, to je bilo za mene eno tako doživetje, da sem se na začetku odločila, da bom pisala dnevnik vsak dan, kaj vidim novega, sam to ni mi zneslo, ni šlo. Ker je preveč zahtevno, ne, ampak recimo, če sem kdaj pisala pismo sem, pa sem opisovala, katera ulica, kakšni so spomeniki, kakšna stavba, recimo, mislim, to je meni, In si verjetno komaj čakala, da te pridejo obiskat? Starši, sorodniki, so prišli? So prišli, ata pa mama sta najprej prišla. Ja, z vlakom? Ja, z vlakom. Ja, se to je bilo takrat... Pol dneva verjetno, ne? Ja, verjetno, ja, no, vse, koliko se spomnim, ko smo se mi vozili, ali pa celo noč, ne, če smo šli z nočnim. In sta bila vesela? Sta videla, da je punca na dobrem? Ja, itak, da, seveda. Počasi se je to pol, ko sem prej rekla, da niso bili navdušeni, ampak to se je pol čist lepo se uredilo, tako, sploh ko se je rodila Tatjana, ne, pa to. Ja, no, kako je bilo pa to potem? Ti si šolo dokončala, potem je pa pokleknil pred tabo in dejal, se poročiš z mano, ne? Ja, tak romantik pa tudi ne, čeprav moram pa reči, da drugače zna še danes, mislim, rožice pa kavica. Vesta prave šole. Ja, ali pa pridržiti plašč, ali pa to
to brez tega sploh ne gre. On bi bil užaljen, če ne bi. Ja. No, in te je zaprosil, ne, in ti si prikimala, ne, in potem je bila poroka verjetno civilna. Ja, ampak zelo skromna. Skromna. Zelo skromna, tako da nismo noben, recimo te srbske ali pa črnogorske poroke so znane, ne vem, po 500 svatov, pa to nas je bilo 5, ne. A 50 je bilo samo? Ja, in mislim, sploh mi ni, mislim, čist nama je ustrezalo. Torej tudi potem ohce ti ni bilo? Ne. Tudi tvoji niso prišli? Bila tata pa mama, sta šla predčasno nazaj, ker nekaj je prišlo vmes. Ampak mislim, pač nisva želela. V bistvu sva razmišljala, ali sploh bi, ker takrat se je že začel ta trend, ne, kot danes. Ja, da se ne bi. No, ampak takrat sem že zanosila in sva rekla, pa nima smisla zaradi hčerke. No. In zaradi nje sva se odločila. In to je tudi vajen edini otrok, ne, skupni, ne? Ja. Hčerka. Katerega leta se je rodila to? 74. Leta. In ti si imela takrat zaposlitev ali si sam šolo dokončala? Ne, sem imela. Tu sem imela pa res eno tako srečo v nesreči, recimo, ker takrat se za eno delovno mesto, recimo učitelja, prijavilo tudi po 400-500 ljudi, mislim, sploh v Beogradu. Ne. Ti pa Slovenka, ne? Pa jaz še Slovenka. Zdaj to zanalaš poudarjam, ne? Ja. Čeprav si dejala, da ni bilo nobenih razlik, ampak a je bilo? Tu očitno ne? Pa ne, mislim, da ne zaradi tega, ampak pač nisem še bila na vrsti, nekako obstajal je en vrstni red. In jaz sem prioritetna lista. Ja, ne vem, mislim, recimo, če je bilo to v kakšni šoli, to je bilo pri Lazarju v šoli. To je Žikica Jovanović Španac, Novi Beograd, osnovna šola. In zdaj tiste, ki so že večkrat nadomeščale, so imele prednost. Ne? Normalno. Ja, kar je čisto v redu. No? In tako so mene povabili, da v podaljšanem bivanju, da nadomeščam. To je bilo nekako prvo. Takrat si bila že noseča? Ja, pa še čisto na začetku. No? In sem pač tam kolegica, kolegica, ki sem jo nadomeščala, se je upokojila. In potem so nekaj časa, sem jaz to nadomeščala in potem so rekli, zdaj moramo pa razpis narediti, ne, da vzamemo za stalno nekoga. In jaz sem že takrat vedela, da pač težko, da bom prišla v upoštev. Verjetno ravno zaradi nosečnosti, ne? Ne, ampak zaradi tistih, ki so prej že večkrat nadomeščali. Ja. In je tudi bilo kar nekaj tistih, že tudi sam so drugod nadomeščali, mislim, v drugih razredih. In sem pa rekla, vseeno sva se odločila, da bom prošnjo dala vlogo, a ne. In potem je šolska pravnica enkrat srečala Lazarja pa rekla, a veš, da tvoja žena mora dobiti to delovno mesto? A ja, seveda bomo, kako zdaj, mislim, midva sva pač rekla, poskusili ni greh, a ne. Kako? In potem je ona razložila, da je to bilo tako nekako v zakoni pa ti predpisi, da če slučajno nekoga vzameš na delovno mesto, ki je prazno, kjer ni nikoga, recimo, da sem jaz nadomeščala nekoga, ki je v bolniški, on pride nazaj. Ona se je pa upokojila in ne bo prišla nazaj. To se prav prazno je to mesto delovno in ne smejo drugega vzeti. In potem sva midva šla na to, pač zakaj ne bi izkoristila, ne? In Lazar je šel k direktorju, se spomnim Voja Dedejić, tudi Črnogorc, tak mislim, te prav, ne? Visok? Ja, visok, pa tako je imel ene sive lase, ampak res, tak te prav gospod, merkanten, ja, oni pravijo pravi gospodin. In mu je to vse povedal in on kar ni mogel verjeti, pa je poklical tega pravnika pa onga, se ne, da ne bi bil vesel zame, ampak pač ni želel, ne. In celo je šlo to do predsednika občine Novi Beograd. In potem je nekega dne povabijo mene, pa še eno, ki je tudi nadomeščala, ki je mislila, da bo sprejeta zdaj, a ne. In so nas povabili, nas pa še, ja, pa ravnatelj je bil, tam rečejo ravnatelju direktor, ne. Je bil tudi Dedejić, pa ne vem, kjer je še vse bil, v glavnem, oni so rekli, pač mi smo računali, da bo ta gospodična, ko je bila zraven, da bo ona dobila zdaj,
ampak mi zdaj ne moremo drugače, ker taki so predpisi, a ne. In potem so njej, da bi jo malo potolažili, obljubili, da bo dobila zdaj trenutno za 1 leto, potem pa za stalno, ne vem kje, in tako je tudi bilo. No. Aha, tebe so pa za stalno zaposlili, potem si šla pa tako roditi, ne? Ne, takoj. Ja, ne. Še nekaj mesecev. Ne, je še bilo, ja. In si predmetna učiteljica bila? Razredna. Razredna, to pomeni, da si učila do 5. razreda? Ja, tako, recimo 4 leta. Eno generacijo dobiš jo v 1. razredu in jo vodiš do 4. zaključno 4. Vse predmete, ja. Razen, ne vem, imeli so ruščino. Aha. Pa angleščino. To je bila pa strokovna učiteljica, potem samo za tisto, ne? Tako, ja. Od likovnega, glasbe, to pa vse. Vse, ja. Si jih kje slovenskega naučila? Ja, tudi marsikaj so znali zapeti. Na planincah, ne? Ja, tudi pa Barčica po morju plava, to so znale vse moje generacije in vem, enkrat je prišla sestra na obisk z nečakom in sem jo peljala v šolo in so jo zapela, ne, mislim. Tvojo pesem, ne? Ja, tako, in so bili prav ponosni, no. Ja, torej sta na isti šoli poučevala, ne? Ja, to je bilo pa že na drugi šoli. Ne, tam nisva bila dolgo, skrb sem šla kmalu na drugo šolo, ker mislim, da je bolje tako. Da je bolje, ne? Ja, in to šola 20. oktober, je zdaj tako v originalu povem, 20. oktober, to je dan osvoboditve Beograda, 20. oktober. In takrat je ta šola bila popolnoma nova, tako da so jo še zidali, ko sem jaz začela pri njih. Mi smo bili pa v teh skupnih prostorih, recimo po blokih. Tam, ko so spodaj skupni prostori, so nam posodili za učilnice, a ne. Tako da potem leta 76 ali 77 je bila ta šola najbolj moderna na Balkanu, so rekli. In vem, televizija vse pa mi noter. In kaj je najlepše pri vsem tem, moja vnukinja zdaj hodi v to šolo. No, pa tudi vnuk bo. Lej, na tem mestu bova ta prvi del pogovora zaključila. Hvala ti. Nadaljevala bova seveda potem, kako je odraščala tvoja hči, vajina hči. Mogoče je rekla tudi kakšno besedo o tem, kako sta šla narazen z Lazarjem in seveda tudi, kako je bilo, ko je Jugoslavija razpadala. In še marsikaj zanimivega. Velja. Hvala, če ste bili v tem prvem delu z nami. Jaz upam, da boste z nami tudi v drugem delu. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.